Nocoj smo se zbrali na prav posebni razstavi z naslovom Vdahnemo življenje. Razstavo je pripravil restauratorski atelje Triptih. Zakaj razstava nosi podnaslov Restauratorski posegi v Ratečah, nam bo povedal glavni urednik družine gospod Franci Petrič, velik ljubitelj umetnin in starin, pa tudi domačin iz Rateč. Prosim. Spoštovani visoki gostje, v posebno čast si štejem, da smem spregovoriti ob današnjem lepem dogodku. Ko v temle prostoru občudujemo, kako je profesor Ivan Bogovčič in njegovi fantje, kako so vdihnili življenje umetninam, ki jih je zob časa močno načel, se mi zdi primerno, da spregovorim o tistem drugem prostoru, ki ste ga nekateri že videli. Gre za Rateče. To so najvišje ležeča vas v Zgornjesavski dolini, ki je nek novejši zgodovinar dal posrečeno ime Slepo črevo Kranjske. Te Rateče so bolj znane v svetu in v slovenskem spominu zaradi Planice in mnogi zavijajo v športno središče, obeta se, da bo še večje in boljše, v dolino Planice in naprej proti Tamarju ter občudujejo naravne lepote. Ne vedo pa ali pa spregledajo, da ima ta majhna vas kar dve cerkvi in še eno kapelo v Tamarju. Starejšo cerkev svetega Tomaža na pokopališču in novejšo, ki pa prav tako že stara 500 let, svetega Duha, ki je farna. Vsaka od teh skriva v sebi izjemne zgodovinske in umetnostne zaklade. Rateče so pravzaprav zelo stara vas. Cerkev svetega Tomaža stoji še na pozno antičnih zidovih in temeljih. Prvič se omenjajo v 12. stoletju, takrat je celotna Zgornjesavska dolina spadala pod frajsinško škofijo in v popisu posesti iz leta 1150 se prvič zapiše ime Rateče. Leta 1385 je prošt Viljem z otoka na Vrbskem jezeru zamenjal posest z grofom Friderikom Ortenburškim in takrat naprej so pravzaprav Rateče z koroške strani pripadale pod Kranjsko deželo. V zgodovino stopijo zaradi znamenitega spomenika, to je Rateški rokopis, ki naj bi nastal okrog leta 1370. Na njegovi hrbtni strani so namreč zapisani člani bratovščine Materje Božje in apostola Tomaža iz leta 1467, ki je v Ratečah. Ob tej zgovorni zgodovini zato ni nič nenavadnega, da se obiskovalec lahko vpraša, ali je kaj ostalo od tega vsega v teh cerkvah. Odgovor je jasen. Je. Tu vidite nekaj dragotin. Trije zgodnje baročni oltarji iz cerkve svetega Tomaža, ki so zanimivi, ker nosijo letnice nastanka in so pravzaprav edini spomenik v celotni Zgornjesavski dolini od Jesenic pa do Rateč, edini celovit baročni spomenik. V njih pa so našli svoje mesto tudi štirje gotski kipi, ki so nastali v letih od 1430 do 1475. V cerkvi svetega Tomaža so tudi freske žirovniškega mojstra, ki naj bi nastale nekje okrog leta 1470 in zvon z letnico 1521. Zakaj je imela ta majhna vasica Bogu za hrbtom tako razgibano umetnostno zakladnico? Ker je tudi mimo vodila ena glavnih romarskih poti iz Kranjske na Višarje in so se pri njej ustavljali romarji. Veseli smo, da nam je uspelo s pomočjo restauratorskega ateljeja Bogovčič rešiti to bogato dediščino. V drugi, to je cerkvi svetega Duha, ki je od konca 18. stoletja sedež lokalije in nato župnije, pa smo prav s pomočjo profesorja Ivana Bogovčiča uspeli ohraniti umetnine, ki jih poznavalci pripisujejo Lajerjevemu krogu. V letu, ko se spominjamo 180. obletnice smrti najbolj znanega med Lajerji, Leopolda, danes pa mineva ravno 256 let od njegovega rojstva, rojen je bil leta 20. novembra leta 1752, smo veseli, da lahko predstavimo slike na platno, ki so nastale v začetku 19. stoletja in so najbrž njegove. Tisti, ki poznate Lajerja, veste, da se je zelo malokrat podpisal. Kot priča zapis v farnem inventarju in na banderu, so ta dela nastala večinoma okrog leta 1821. Slike so bile že tako zaprašene in poškodovane,
da jih zadnja desetletja niso več dajali v oltarje, ampak so bile shranjene v arhivu, bolje bi bilo rečeno v ropotarnici. Zdaj, ko so obnovljene, pa se je pokazalo, da ima Cerkev Svetega Duha pravo malo galerijo Lajerjevih slik. Križev pot, ki je bil narejen na deske in močno poškodovan, so že leta 1878 prenesli v pokopališko cerkev, leta 1914 pa zakrili s papirnatimi slikami, tako da so čakale na obisk profesorja Bogovčiča, ki jih je vzel v delo na akademijo, kjer jih počasi pripravljajo, da bodo nekje lahko prezentirane. Zakaj odpiranje take razstave? Ne le zato, da počastimo odličnega mojstra in profesorja restauratorstva in njegove sodelavce, ampak tudi zato, da se zavemo izjemnih umetnostnih korenin, ki so jih ustvarili naši predniki in so jim lepšale njihovo življenje, ki je bilo dosti težje kakor naše današnje. O pogledu na te umetnine pa naj bo tudi naše življenje lepše. Na koncu pa še zato, da pri upraviteljih slovenskih cerkva, to je najprej pri župnikih, ključarjih in mežnarjih, zbudimo željo po posnemanju, predvsem pa, da zbudimo pri njih zaupanje v stroko, ki je včasih deležna krivičnih očitkov, kadar neomajno vztraja na kakovostni obnovi ob mnogih cenenih in slabih ponudbah na tržišču. Profesorju Ivanu in ateljeju Triptih pa hvala za to plemenito delo, s katerim so se trajno zapisali tudi v zavest domačinov iz Rateč. Hvala lepa.